Pozdravljeni! Kakšne so kaj vaše izkušnje z iskanjem stanovanja? Res ne moreš verjeti, kako hitro se v bistvu stanovanja oddajo. Sploh če si v službi in potem rečeš, se bom popoldan poklical, pol naenkrat kličeš pa reče, ja, žal je stanovanje že oddano. In tudi meni se je v bistvu zgodilo to, da sem imel že dogovorjene oglede, ampak so stanovanja v nekaj urah že bila oddana. In to me je zelo jezilo. Ampak ker sem vztrajen in trmast, sem si zadal, da bom stanovanje poiskal. Pri iskanju stanovanja sem v bistvu uporabljal dva različna portala, bolha.com in pa nepremičnine.net. Sicer največ priznam, da sem bil na Bolhi, zaradi tega, ker je zelo user-friendly. In dosti lepše so informacije, vsaj meni osebno, prikazane na Bolhi kot pa na nepremičninah. Ker sem v bistvu bolj vizualne narave, sem iskal stanovanja s fotografijami. Stanovanja brez fotografij pri meni v bistvu niso prišla sploh v poštev. Jaz osebno menim, da slika pač mora biti, da si vsaj zna človek samega sebe predstavljati noter, da vidi, če je človeku sploh stanovanje všeč in če si bo vzel toliko časa, da bo šel stanovanje tudi pogledati. Jaz sem stanovanje iskal dalj časa, ampak bolj intenzivno sem se tega lotil v zadnjih 2 mesecih, mogoče malo več. In v bistvu sem bil dostikrat zavrnjen, ampak iz preprostega razloga, ker v bistvu sploh nisem prišel zraven, sploh nisem imel šanse si pravi čas priti pogledati stanovanja. Tako kot sem rekel, si v službi, se stanovanja da recimo zjutraj gor ali pa se da zvečer gor in potem ti več ne spremljaš, delaš druge stvari in ko potem znova pogledaš pa najdeš stanovanje, si misliš, fajn, lepo je, to pa bi jaz šel pogledat, pa potem ti rečejo, da žal je stanovanje že oddano, ali pa se sploh ne javijo več na telefon, ampak nič ni drugega važno kot to, da pač treba vztrajati, treba poklicati in treba iti si pogledati to, kar ti je všeč in slej ko prej se nekaj najde. In vsa ta trma in vztrajnost in čas se je v bistvu obrestovalo tudi meni, saj sem stanovanje končno našel in se kaj kmalu tudi selim na svoje. In zelo se veselim tega poglavja v življenju, saj kot sem omenil, sem si to že dalj časa želel in to iskal. In upam samo, da se bom res dobro počutil in da bom sfural to odraslo življenje. To poglavje je zdaj v bistvu kar pomemben del mojega življenja in ga bom predstavil tudi v enem izmed naslednjih videov. Tako da spremljajte moje videe in če so vam všeč, se kar komot naročite na kanal. In če vam je tale video bil tudi všeč, vas prosim za en thumbs up. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič.